Nekateri bolniki z multiplo sklerozo imajo težave z mokrenjem in me zanima, če obstaja kakšna preiskava, kjer se lahko ugotovi resnost tega problema. Res je, veliko bolnikov z multiplo sklerozo ima težave z mokrenjem, ne v začetku bolezni, ampak ko nekaj časa bolezen že traja, bolj ali manj nakazujejo motnje mokrenja. Ena izmed motenj mokrenja, ki je tudi za nas najbolj pomembna, je zastajanje urina v mehurju. Zato imamo zelo prikladno, zelo luštno napravo, ultrazvok mehurja, z katerim lahko ugotovimo, ali pacientu zastaja zastojni urin. Kar pomeni, da je ultrazvok neboleča, neinvazivna preiskava, katero je možno ponoviti. Se pravi, bilo kdaj, bilo kolikokrat se lahko preiskava ponavlja, da ni boleča za bolnika. Se pravi, ko pride bolnik v ambulanto za multiplo sklerozo, je že to v preiskavah rutinsko. Se pravi, vsem bolnikom pogledamo ultrazvok mehurja in potem tudi druge meritve delamo. Za nas je to zelo pomembno zaradi tega, da bolniki nimajo prevečkrat uroinfekt, kar pomeni, da pri bolnikih, ker jim urin zastaja, se pojavljajo lahko uroinfekti. Mi zato lično malo napravo s tem ultrazvokom mehurja pomerimo zastojni urin, bolnika poprosimo, da sprazni mehur na stranišču, pride k nam v ambulanto, se vleže na mizo in potem z aparatom pomerimo zastojni urin. Vkolikor urina ni, aparat sam pokaže številko 0, to nam zdaj ne bo, ali pokaže, koliko mililitrov urina zastaja. Če ima pri eni meritvi zastojni urin, se malo vzame v obzir okoliščine, stranišče, vse skupaj, malo je bolnikom tudi nerodno ali bilo kaj, takrat jih poprosimo, da pridejo čez kakšen dan, 2 ponovno sem, da res mogoče enih par meritev naredimo. Zato sem tudi rekla, da je ponavljajoča preiskava lahko in potem vidimo, če je urina več kot 100 mililitrov, potem bolnika napotimo k urologu na dodatne preiskave. Uporabljamo ultrazvok mehurja tudi pri drugih bolnikih, ne samo pri multipli sklerozi, zato ker nam res je v veliko pomoč pri našem delu.